V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Evangeličanska cerkev dobrega pastirja Novo mesto ni cerkev, ki jo samo obiskujemo, ampak je ljubeče občestvo, kateremu tudi pripadamo. V cerkvi lahko najdemo to, po čemer hrepenimo vse življenje, Boga. Danes imamo prireditev za otroke, potovanje v neskončnost. Predstava bo potekala v času pridige zunaj na ploščadi pred cerkveno hišo, kar pomeni, da bodo otroci odšli iz cerkve po tem prvem delu bogoslužja, ko bomo zapeli najprej še nekaj pesmi. Najprej pa prisluhnimo obvestilom. Z današnjo nedeljo se torej začenja veroučno leto. Verouk poteka ob nedeljah med bogoslužjem v 3 starostnih skupinah. Najstniško-mladinska skupina pa ima srečanja ob sobotah ob 19. uri. Letos se otrokom zelo splača hoditi na verouk, saj bo veliko dinamičnih dogodkov in presenečenj. Naslednjo nedeljo 16. septembra pa bo tudi zato po bogoslužju roditeljski sestanek staršev veroučnih otrok. Ostala obvestila pa so jutri v ponedeljek ob 19. uri je cerkev odprta oziroma je molitveno srečanje z branjem psalmov. V sredo ob 19. uri smo vabljeni na predavanje z diskusijo na temo Božje vodstvo. V nedeljo ob 10. uri pa smo spet vabljeni na nedeljsko bogoslužje. Včeraj je bilo družabno srečanje najstnikov in mladine in imeli so se super. V mesecu septembru pa cerkev organizira celodnevno srečanje za pare v zakonski in partnerski zvezi s predavanji in terapevtskimi delavnicami. Tiskano vabilo so na voljo pri obeh izhodih iz cerkve. V ta namen pa si poglejmo še video napovednik. Tehniki, prosim. Hej, ja že dolgo nisem bil v Ribiči, kaj če bi šel ta vikend? Ni šans, kaj ti pa je? Nikamor ne bo šel. Obljubil si mi, si pozabil. Vidim, koliko ti je do mene in do najinega odnosa. Seminar imava, za pare. Obljubil si mi, da greva, ker med nama ni vse tako, kot zgleda. No ja, mogoče bom pa šel. Pa upam, da bo vedela, kateri mora nositi hlače v hiši. Ali tudi vi doživljate kaj podobnega? Krize, napetost, naveličanost, ista rutina v partnerskem odnosu. Ali imate občutek, da vam zmanjkuje časa za vaju? Toliko je vsega, služba, krediti, vzgoja otrok, skrb za ostarele starše, pritiski, časovna stiska. Prepiri glede sprehajanja psa, opravljanje hišnih opravil, načrtovanje dopusta, kosilčkanje pri tastu in tašči. Pomanjkanje kemije in intime v odnosu. Se sprašujete, ali ste za skupaj ali ne? Sta morda že obupala in se sploh ne sprašujeta ničesar več? Ali sploh še vztrajate skupaj? Mogoče si pa morava vzeti samo malo časa zase. Kdaj je že tisti dogodek, ki si ga omenjala? A misli srečanje za pare, ki bo v Evangeličanski cerkvi Novo mesto? Ja, pa je to primerno za naju? Primerno je za pare vseh generacij. Kdaj pa je to srečanje? Dobimo se 21. septembra ob 9:30 uri. Srečanje bo trajalo cel dan. Ja, kaj bom pa delal cel dan? Tisti dan je ravno veliki finale golfa iz Kambodže, 3. liga. V bistvu nas čaka zelo zanimiv dan, ki nama bo ostal v dobrem spominu. Z nami bosta tudi duhovnika, ki sta par in sta povrh vsega še terapevta. Bom saj videl, kako se duhovnika med sabo prepirata. Sledile bodo tudi kreativne delavnice, interaktivna predavanja, dobra hrana, druženja. Pa še kakšnega sotrpina bom spoznal. No, potem pa naj čim prej prijavi, da ne bova pozabila.
21. septembra ob 9:30 v Evangeličanski cerkvi Novo mesto. Prijavite se lahko do srede 18. septembra 2024 na elektronski naslov druzina.econm@nasiol.net ali na telefonsko številko 040 822 312 oziroma s klikom na spletni obrazec, ki ga najdete v opisu tega napovednika spodaj. Kotizacija na par znaša 30 €. Ja, tudi če je med pari vse tako, kot bi moralo biti in kot zgleda, se še zmeraj najde kakšen prostor za izboljšavo, tako da se le hitro pari prijavite. Na obeh izhodih so torej tudi takšni letaki. Sedaj pa si poglejmo še video povabilo novim pevkam in pevcem, da se pridružijo cerkvenemu mešanemu pevskemu zboru naše cerkve, ki se imenuje Sola Gratia. Prosim, tehniki. Moja rešitev težav, vedno le v Bogu je. Vsak vrgoravo Ste že kdaj peli duhovno glasbo? Kako ste se ob tem počutili? Ali menite, da bi lahko petje v cerkvenem pevskem zboru okrepilo vašo vero? Kakšna se vam zdi ideja, da bi bili del skupine, ki skupaj ustvarja glasbo za višji namen? V Evangeličanski cerkvi Novo mesto že vrsto let deluje mešani pevski zbor Sola Gratia, ki ga sestavljamo pevke in pevci različnih generacij. Petje v pevskem zboru nas povezuje, bogati. Omogoča nam, da izrazimo in razvijamo svoje glasbene talente, hkrati pa tudi duhovno rastemo. Zato moške in fante, da se nam pridružite. Izdaja k nam, spušča se z neba, njegova luč gori, otrovid nas zadovi. Povzdigni glas, veselimo se, skoraj si odskreneš. ni potrebno, da ste profesionalni pevec. Pomembna je vaša želja po prepevanju in sodelovanju. Tudi če morda ne vemo, ali imamo talent ali ga nimamo, mogoče je to priložnost, da to odkrijemo. Tako da hitro pohitimo s prijavo. In kar nadaljujemo z glasbo, zapeli bomo veselo, popularno krščansko pesem, ki je znana predvsem v anglosaškem svetu in pravi, da odletel nebo bom. Otroci bi dodali kot raketa, saj bodo z njo danes na predstavi odpotovali v neskončnost. Krasno jutro, kadar zemlja nebo odletel, tam, ki na obali večni je, bom odletel. Da odletel nebo bo moj večni dom. Ko umrem, aleluja, ga uzrem, z Jezusom bom. Ko bo konec mračnih težkih dni, bom odletel. Kakor ptič iz kletke odleti, bom odletel. Da odletel nebo bo moj večni dom. Ko umrem, aleluja, ga uzrem, z Jezusom bom. Kmalu moj nabor se bo končal, bom odletel. Tam, kjer mirne miški nosijo, bom odletel. Da odletel nebo bo moj
Izvolimo sesti. Naša pomoč prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo današnje nedelje je iz 1. Petrovega pisma in pravi: vso svojo skrb vrzite na Boga, saj On skrbi za vas. Prisluhnimo poeziji iz 127. psalma. Če Gospod Bog ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni graditelji. Če Gospod ne varuje mesta, zaman bedi tisti, ki straži. Zaman je, da vstajate zgodaj, da hodite pozno počivati, da jeste kruh bridkosti, saj ga svojemu prijatelju daje v spanju. Besede milosti in slavospeva so iz pisma Hebrejcem, ki pravijo: trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega, velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Bližajmo se torej zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Priznajmo z naslednjo molitvijo svoje grehe. Naš Bog in Gospod, naše besede in dejanja prevečkrat pričajo zoper Tebe in sočloveka. Marsikaj, kar v nedeljo pri bogoslužju lepega izrečemo in obljubimo, v vsakdanjosti ne uresničujemo, ker je naša vera utrujena, naše zaupanje vate preslabotno, iskrena molitev pa nam je težka. Ker to, kar je v našem življenju narobe, stežka sami spremenimo. Te iskreno prosimo, podari nam moč Svetega Duha, da bomo mislili plemenito in delali dobro. To te prosimo v imenu odrešenika Gospoda Jezusa Kristusa in kličemo: Kristus, usmili se. Amen. Slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Nadaljevanje bomo zapeli pesem, ki pravi Zavedno in govori o Božji ljubezni. Njegova ljubezen je večna, Ker dober je on, zvišen je nad vse. njegova ljubezen je večna. Slavimo ga. Slavimo ga. Z mogočno roko vlada nad vsem. Njegova ljubezen je večna, Daje večno življenje nam. njegova ljubezen je večna. Slavimo ga. Slavimo ga. Zavidno naš Bog svest je, zavidno je močan, zavidno On je z nami, zavidno in vedno, zavidno naš Bog svest je, zavidno je močan, zavidno On je z nami, zavidno in vedno, zavidno. Od jutra do večera vsak dan, Njegova ljubezen je večna, po njegovi milosti gremo naprej. njegova ljubezen je večna. Slavimo ga. Slavimo ga. Zavidno naš Bog svest je,
Izvolite sesti. Dragi zbrani, znašli smo se v svetu, v katerem ne znamo več živeti brez strahu. Ves čas živimo v nekem krču. Strah za otroke, kako se bodo znašli v življenju, strah za zdravje, strah pred prihodnostjo, starostjo. Vse to nas hromi in otežuje naša življenja. V Matejevem evangeliju pa najdemo, takole piše: Zato vam pravim, ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli in kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba, ne sejejo in ne žanjejo, niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Dragi bratje in sestre, učimo se od ptic, ki preživijo, ne da bi posejale eno samo seme. So zelo lep primer popolnega zaupanja svojemu stvarniku. Poleg tega so ptice šibka in zelo ranljiva bitja. So brez moči, a vendar brez strahu, tudi če se nimajo na kaj opreti, razen na svoja krila in zaupanje na stvarnika, da bo poskrbel zanje. To je čudovito Jezusovo sporočilo vsem nam, da je človek za Boga pomembnejši od ptic, za katere Bog skrbi. Zato je ves strah odveč in poskušajmo to jutro prepustiti skrbi Bogu. Naj bo naslednja pesem molitev in prošnja, kajti besedilo pravi: bliže k sebi me pritegni, Bog. Izročam svet tebi se, saj moj prijatelj ti si le. Tebe si želim, za tebe živim. Kot si ti, objem tvoj vroč želim zdaj si. Mi pokaži pot, prosim te, Gospod. Bliže k sebi me, zdaj pritegni ven. Izročam spet tebi se, saj moj prijatelj ti si le. Tebe si želim,
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi. Moja dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. To je bil Psalem 23. In pred nami je še prostovoljna nabirka in naj bo blagoslovljena vsaka roka, ki daruje in s tem pripomore graditi Božjo cerkev na tej zemlji. Dragi otroci, kje pa ste? Kje pa je Zala Gala? Hitro z mano, kaj ti čaka nas potovanje v neskončnost. Hitro! Mi pa bomo odpotovali v drugačno neskončnost, v globino Svetega pisma. Dobrodošli v cerkvi za 3. tisočletje, v raznoliki in vključujoči cerkvi. Zakaj je Bog uporaben tudi danes? Zato, ker živimo v zelo neosebnem svetu. Samo krščanski Bog pa je oseben, edini od vseh bogov. Po večini ne poznamo svojih sosedov niti njihovih imen. Hkrati lahko sodobno tehnologijo o vseh zvemo skoraj vse, ne da bi imeli stik z njimi. To, da Bog nas pozna po imenu.
Tu prisotni se vsi ne poznamo po imenu. Kaj šele 8 milijard ljudi, kaj šele vsa ozvezdja in vse galaksije. Sveto pismo pa pravi, da Bog pozna vsakogar po imenu in celo vsako zvezdo kliče po imenu. Bog nas spremlja ne na nekem vesoljskem računalniku, ampak ljubeče, skrbno, kot najboljši oče. In pozna tudi naše skrbi. Zaskrbljeni smo zaradi zdravja, varnosti, financ, zaposlitve, prihodnosti, družine, staranja, prekomerne teže. Gospodarski trgi rastejo in padajo. Zaposlenost trenutno ne niha, ampak konflikti naraščajo. Vse več mladih se samo poškoduje. Apatičnost in samomori so v porastu. Narava grozi človeštvu. Nenehno se srečujemo z dogodki, na katere nimamo vpliva. Prihodnost je zelo negotova. In najresnejši problem družbe je razpad odnosov med ljudmi. Razpad odnosov med ljudmi. Ljudje pa smo odnosna, relacijska bitja. Popolna odtujenost, to se dogaja povsod. Nestrinjanja v družini, med prijatelji, sodelavci, sosedi, državami, verniki. Pestijo nas strahovi, zaradi katerih ponoči ne moremo spati. Bojimo se neuspeha, bojimo pa se tudi zavrnitve. Izogibamo se resnim zvezam, ker nočemo tvegati. Prevečkrat smo bili ranjeni. Bojimo se posmeha, samote, sprememb. Ne upamo se povedati, kdo smo v resnici, ker nas je strah, da nas ne bodo sprejeli, imeli radi, da ne bomo zadostili pričakovanj drugih. Statistika pove, da smo povprečno 1 desetletje življenja jetniki zaskrbljenosti. Pa ni treba, da je tako. Zato je Bog svojo cerkev zasnoval tako, da je zavetišče, zatočišče. Kaj pravi o tem Sveto pismo? Ustanimo k poslušanju Božje besede, ki smo jo slišali že uvodoma. Iz 1. Petrovega pisma, 5. poglavje, 7. vrstica. Vso svojo skrb vrzite nanj, torej na Boga, saj On skrbi za vas. Amen. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Ko je apostol Peter to zapisal, je svetu vladal rimski imperij. Živeli so pod pritiskom zatiranja. Bila je, lahko bi rekli, vojna svetovnih razsežnosti. Kljub miru, ki je vladal navzven, so bili narodi podjarmljeni. Svet se v 2000 letih ni spremenil. Zato nas Sveto pismo nagovarja, naj svojo skrb zaupamo Bogu. Pisec je za besedo skrb uporabil grški samostalnik merimna, kar pomeni biti razdvojen, raztresen, prestrašen, tesnoben. Ta grška beseda je povezana tudi z glagolom, ko pravimo stiska me v grlu, kot bi nas davilo. Poznamo ta občutek stiskanja v grlu, kot bi nas nekdo davil, ko slišimo utripe srca v grlu, v ušesih.
Torej, zaskrbljenost naš toliko razdvoji, da ne moremo več normalno funkcionirati. In družba postaja, in tudi človeštvo, čedalje bolj nefunkcionalno. Tako fizično, kot duhovno. Smo v konfliktu sami sabo, v krču, v stresu, v paniki. Zato je vera v 3. tisočletju tako dobrodošla. Ni boljšega kraja trenutno kot cerkev. Sodobni človek plačuje drage delavnice in seminarje, da bi se rešil zaskrbljenosti. Podajamo se v razne oblike duhovnosti, da bi se umirili v sebi. Plačujemo visoke zavarovalnine, da ne bi živeli v strahu negotovosti. Ne vem, kaj je doživel apostol Peter, ko je to zapisal. Vsekakor pa gre za zelo moder nasvet. Skliceval se je na staro zavezo, kajti že v psalmu so te besede zapisane. Skoraj jih je le prepisal, kajti v psalmu 55 glasi takole: vrzi svoje skrbi na Gospoda, on bo skrbel zate, nikoli ne bo dopustil, da bi pravični omahnil. Peter ni trdil, da ne smemo imeti skrbi ali pa da jih ne bomo imeli. Niti ni rekel, da moramo svoje skrbi zavreči ali pa jih negirati, izničiti, se delati, kot da jih ni. Problema ni zmanjševal in zanikoval. Ni uporabljal tako imenovanega, kot je danes zelo atraktivno, pozitivni govor, ki je atraktiven v duhovnosti nove dobe. Peter je preprosto predlagal, naj svoje skrbi, svoja bremena preložimo na Boga. In to je naredil tudi Jezus, poslušni Božji sin. Na križu je rekel: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Ne moremo pregnati teme okoli sebe, lahko pa jo izženemo iz sebe. Ne moremo pregnati teme okoli sebe, lahko pa jo izženemo iz sebe. To ne pomeni, da smo kristijani brezskrbni, neodgovorni, nepremišljeni, neprevidni. To ne pomeni, da smo kristijani neki fanatični zanesenjaki, ampak da se učimo sproti bremena skrbi prelagati na Boga. Zakaj ni dobro nositi bremen zaskrbljenosti? Zato, ker je vsaka zaskrbljenost neplodna. Neplodna. V življenju so stvari, na katere nimamo vpliva. In žal teh je veliko. Jezus je učil v Evangeliju po Mateju, da je zaskrbljenost greh poganov. Ne skrbite kakor pogani, uvodoma smo v berilu slišali, ampak se ozrite na ptice neba, ki zaupajo Bogu. Obnašali so se v času Jezusa tako, kot da Bogu ni mar za nas. Tudi danes se tako obnašamo. Zaskrbljenost ne priznava Božje mogočnosti. Stvari hočemo imeti pod nadzorom, prav, da smo odgovorni, vendar so stvari, ki nam uidejo in jih ne moremo držati v rokah. Zakaj pa se tako odzivamo? Zato, ker smo, tudi če ne radi to slišimo, ponosni v negativnem smislu. Torej, lahko sem ponosen na svoje dosežke, lahko sem ponosen na svojo deželo, lahko sem ponosen na svoje otroke, ker so uspešni, ampak ker smo v napuhu, torej ker smo ošabni in hočemo biti neodvisni. Bog pa želi ne zato, ker je kapricast, ampak v naše dobro, da smo odvisni od Boga in sočloveka.
Izraz vrzite nanj, torej breme, skrb, je prevod grške besede epireptein in pomeni nekaj odložiti. Torej, težko nekaj odložim, kajti mislim, da potem stvar propade, da smo nenadomestljivi in nimamo dovolj poguma, da bi te stvari preložili na Boga. Gre pa za isto grško besedo, kajti Sveto pismo je tako izvorno nastajalo, Nova zaveza, da je ta glagol tudi v Evangeliju po Luku, 19. poglavje, kjer opisuje Jezusov slovesni vhod na cvetno nedeljo v Jeruzalem, ko sta dva učenca vrgla, odložila, preložila na oslička svoja plašča in na to nanj posadila Jezusa. Torej, tako kot sta učenca, ko sta pripravljala pot Jezusu v Jeruzalem, odložila svoja plašča, moramo tudi mi odložiti svoje skrbi in bremena na Boga. Ni človeka, ki ne bi imel skrbi. Ampak ni nam treba živeti pod neznosno težo. Če hočem živeti v duhovnem spokoju, če hočem ohraniti zdravje in odnose, kajti s tem kvarimo tudi odnose drug drugemu, ker smo napeti, panični, rečemo živčni. Toda kako naj zaupam Bogu, če ne vem in ne vidim, kako to deluje? Lahko zdaj duhovni govori v cerkvi prijazne besede, ampak realnost v življenju, ko bomo stopili skozi cerkvena vrata, je drugačna. Ampak naj nam pomaga en primer. Predstavljajmo si, da sredi globoke noči nosimo na plečih težko breme. Sredi noči, težko breme. Tako gosta tema je, da se ničesar ne vidi. Mi pa čutimo, tudi če nihče tega ne vidi, niti mi sami ne, težo bremena, kot bi imeli vrečo peska na plečih. Na to pa sredi te goste teme ne vidiš nikogar, ampak nekdo to vzame. Ti ne vidiš, ampak občutiš. Kaj ti ni več bremena na mojih in tvojih plečih. Mi občutimo, da bremena več ni. Torej, Boga ne vidimo s fizičnimi očmi, vendar obstaja na drugačen način. In sam sem to že večkrat izkusil, ko je bilo moje zaupanje v Boga tako popolno, da je Bog odvzel skrb in breme in preprosto bi poletel, kot smo začeli uvodoma, poletel bom. Kajti Bog vidi v najbolj črni noči črno mravljico na črnem kamnu. Današnja svetopisemska vrstica nam ne obljublja, da ne bomo imeli skrbi, pove pa, kaj naj storimo s temi skrbmi. Zato rad pridem v cerkev. Vabi nas, da svoje skrbi izročim Bogu. Pridigar Charles Spurgeon je glede te vrstice napisal moder stavek. Božja modrost vrže breme name zato, da me disciplinira, moja modrost pa breme vrže na Boga zato, da mu izkažem zaupanje. Torej, Bog včasih postavi neko breme zato, da me disciplinira. Torej, da začnem razmišljati, da se začnem spraševati, kaj je sploh v življenju pomembno, kaj so prioritete. In če sem moder, potem to preložim na Boga in s tem izrazim tudi svojo modrost, da zaupam Bogu. Statistika pravi, da se okoli 60% stvari, za katere smo zaskrbljeni, itak ne zgodi. Ugotovljeno je, da največ ljudi izgubi zdravje zaradi pretirane zaskrbljenosti, ampak ob tem trpi tudi naša okolica. Na to ne smemo pozabiti. Zaradi moje zaskrbljenosti skrbi in trpi
tudi moja ožja družina, prijatelji, sodelavci, družba. Skrbi povzročijo največ zdravstvenih težav v civiliziranem svetu. Vprašajmo strokovnjake, zdravstvene delavce za duševno zdravje. Pri tem ne trpi samo srce, ožilje, imunski sistem, prebavila, možgani in tako naprej, ampak, kot sem rekel, predvsem naši medsebojni odnosi. Thomas Jefferson je izjavil: najbolj sem se bal zla, ki se ni nikoli zgodilo. Pridigar Dwight Moody pa, da zelo veliko ljudi svoje skrbi balzamira, jih neguje. Včasih se tudi jaz najdem v tej fazi življenja, da svoje skrbi in bremena balzamiram, jih negujem. Veste zakaj? Poznamo. Psihologija. Hočem se narediti žrtev. Da bi vsi plesali okoli mene. Da bi me vsi milovali, objokovali, se vrteli okoli mene, da bi bil v centru pozornosti. Torej žrtev ali pa zmagovalec. Obstajata samo 2 dneva v tednu ali pa v življenju, o katerih ni treba skrbeti. Včerajšnji in jutrišnji. Samo 2 dneva. Ni treba skrbeti za včerajšnji, ker je že minil, in si očitati, kaj sem naredil, kako nespameten sem bil, zakaj nisem ravnal drugače. Ja, nisem, ker je bila včeraj takšna situacija. In tudi jutrišnji, kaj bo jutri, kaj se bo zgodilo, ne vem. Tako nas Jezus uči. Uvodoma smo slišali v evangeliju. Ne skrbite za jutri, ker jutri ni v naših rokah. Jezus je učil, ne skrbite niti, kaj bomo jedli, kaj bomo pili. Torej, ne gre za to, da bi postili in bili lačni, ampak gre za judovsko izražanje. Torej, celo za osnovne življenjske stvari. Celo vse pravzaprav moramo prepustiti Bogu. In potem pravi, Oče ve, kaj potrebujete. Bog Oče ve. Iščite pa najprej Božje kraljestvo. Iščite najprej to, da pridete v cerkev. Iščite najprej to, da se obrnete na pomoč k Bogu. In vse vam bo navrženo. Ni slučajno, da je Jezus v tem razširjenem odlomku evangelija po Mateju 6-krat omenil ne skrbite. Iz teologije vemo, da je število 6 število človeka. Torej, ljudje smo zelo zaskrbljeni. 6 dni delamo, da imamo kaj za jesti in obleči. Potem pa nastopi 7. dan. Dan počitka. Nedelja. Gospodov dan. Včasih je šel skoraj ves svet v nedeljo v cerkev. In to je bilo najbolj zdravo. Verjemite mi. To je bil dan počitka. Kajti nedelja je kot lokomotiva, ki vleče vse ostale dneve v tednu. Kakršna nedelja, takšna smrt, takšna tudi večnost. Nedelja ne zato, ker pač tu sedimo uro 10, skupaj spijemo kavo ali čaj, zunaj se družimo, to je zelo lepo in koristno, ampak zato, ker 6 dni delamo, 7. dan pa se moramo spomniti, da moramo računati na Boga v našem življenju. Da brez njega ne moremo, ker svet, ki je proti Bogu, je vedno proti človeku. Ne pa še 7. dan delati in si organizirati še dodatno delo. Biti v cerkvi, se posvetiti svoji družini, narediti kaj plemenitega, dobrega in si odpočiti. Bog kot stvarnik ve, kaj je najbolje za nas. Jezus ni rekel, naj ne delamo, ampak naj iz dela ne ustvarjamo malika, idola. Naj ne bomo deloholiki na nek način. To predvsem zame velja. Povrhu sem še perfekcionist, neozdravljiv. Rekel je, naj ne bomo zaskrbljeni. Zaskrbljenost troši energijo, zdravje, mir, povzroča zasoplost, napetost. Hrana in pijača hranita telo, pravi Jezus, nista pa življenje.
Življenje je več od tega. Življenje je to, kar je tu, zdaj, za dušo ali duha. Sicer bomo nepotešeni in nemirni. Poglejte, ptice neba ne sejejo, ne žanjejo, niti ne spravljajo v žitnice in vendar jih vaš nebeški oče hrani. Ali niste vredni več kot one? Če bomo imeli danes čas, oziroma če si ga bomo vzeli, imeli ga bomo, če si ga bomo vzeli. Poglejmo kakega vrabčka, pa se učimo od njega. Ves državni proračun Združenih držav Amerike nima dovolj denarja, da bi nahranil ptice pod njihovim nebom. Bog pa jih hrani, koliko bolj smo vredni mi. Jezus nas bodri, naj se ne bojimo, saj Bog, ki ne pozabi na vrabca, skrbi za vsakega izmed nas. Vso svojo skrb vrzite nanj, na Boga smo prebrali, saj on skrbi za vas. Slišal sem za človeka, ki je pešačil s težkim nahrbtnikom. Bil je utrujen. Zato se je razveselil kočije, ki je šla mimo. Mimo je pripeljala kočija, kočijaš je pešaka povabil, naj prisede. Ko je leta sedel, je kočijaš opazil, da ima popotnik težak nahrbtnik še vedno na svojem hrbtu. Zato je kočijaš vprašal, zakaj ne odložite vašega težkega nahrbtnika? Zakaj ga še vedno nosite? Potnik je kočijažu odgovoril, nočem biti nevljuden in nehvaležen. Kaj ti dovolj je, da sem jaz na kočiji, ne pa še moj težak nahrbtnik. Torej, saj je bil tako in tako vštet v težo, skupaj z njim na tej kočiji. In tako tudi mi nekako računamo, ne Bog, saj jaz morem brez tebe. Pusti lepo ti to meni. Ti drži mene, jaz bom držal po svoje skrbi. Običajno se v odnosu do Boga tako obnašam tudi jaz, ker mu nočem izročiti svojih skrbi. Lepo je, da imam veliko prijateljev. Lepo je, da sem v zadnjih tednih dobil veliko novih prijateljev, da se lahko z njimi pogovarjam, srečam ob kavi, zunaj, znotraj, kjerkoli. Ampak je ena meja, ko nam več niti domači, niti prijatelji, niti duhovnik ne morejo pomagati. Niti zdravnik, niti terapevt. Lepo je, da vse to izkoristimo, ampak na koncu je pa potem Bog. Sodobni evropski človek 50 tednov v letu gara, bolj kot sužnji, samo zato, da gre lahko med dopustom 2 tedna kampirati in loviti ribe, ki jih nato speče na odprtem ognju, na kar zaspi pod zvezdnatim nebom. Primitivni človek je celo življenje kampiral, lovil ribe, jih pekel na odprtem ognju in spal na svežem zraku pod zvezdnatim nebom in bil je srečen. Namreč, kristijani moramo biti glede jutrišnjega dne optimistični, nasmejani, veseli, srečni. Mi moramo biti dobra propaganda za Boga. Škof William Quayle zaradi zaskrbljenosti ni mogel spati. Zato se mu je potem zazdelo, da mu Bog govori, ti mirno zaspi, jaz pa bom preostanek noči bedel ob tebi. In naučil se je. In potem zapisal, zaskrbljenost je tat, ropar, ki krade mir. Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas. In končujemo. Če Bog skrbi za stvarstvo in za majhnega vrabčka, kako ne bi skrbel zame? Bog ima čudovito družbeno, družabno, socialno, kakor hočete, omrežje in na tem področju nismo mi prvi glede socialnega, družabnega, družbenega omrežja.
Bog je tu prvi, tudi pred umetno inteligenco. Njegova božja medijska platforma niso Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, WhatsApp, TikTok, Tinder, Tumblr, Telegram, Snapchat, YouTube. Še kaj je dovolj? Imamo vse to, da bomo moderni, sodobni, digitalni, uspešni. Imam še 3 pike, še naprej je. Kaj je božji družbeni medij? Božji družbeni medij je vrabček, smo slišali. Roža, cerkev, liturgija, Gospodova večerja, krst, metulj, snežinka, zvezda na nebu, otrok, ki se nasmeje in njegova brezskrbnost, ker zaupa atiju in mami. Naš David sklanja dediju in babiju. Torej, da zaupamo dediju in babiju. Torej, imamo nebeškega očeta, ki za nas skrbi. To je božji Facebook. Božje družabno omrežje. In zato smo prišli v božjo hišo. 6-letni sin je vprašal očeta: oči, zakaj me ljubiš? Oče mu je začel naštevati: ljubim te zato, ker si priden, pameten, ubogljiv, prijazen, čist in lep. Kategorija današnjega časa. Otrok s tem odgovorom ni bil zadovoljen. Končno je oče ugotovil, zakaj je sin razočaran. Svoj napačni odgovor je popravil in mu rekel: ljubim te zato, ker si moj. Ljubim te zato, ker si moj. In otrok je bil vesel, srečen. Imamo nebeškega očeta in on nam sporoča po družabnem, družbenem, socialnem, kakor hočete, omrežju: ljubim te, ker si moj. Zato vso svojo skrb preložimo nanj. Amen. Vabim k molitvi. Skrbni Bog Oče, želimo se naučiti vse svoje skrbi prelagati nate. Želimo izkusiti polnost tvojega miru. Tega ne moremo storiti sami. Zato opogumi in poglobi naše zaupanje vate. Obžalujemo, da smo bremena zaskrbljenosti toliko časa nosili sami. Od danes se želimo ravnati po tvojem nasvetu. Na tvojih močnih ramenih je dovolj prostora za vse naše skrbi, zato jih prelagamo nate. Naslednjo nedeljo se bomo spet zbrali v tvoji hiši in se učili iz tvoje besede, da bomo lahko živeli srečno, hvaležno in zadovoljno. Amen. Pesem pravi: skrbi preložim nate, Bog. In z vsem svojim bremenom pridem pred te. In ko gorje pritiska me vse okrog, vse skrbi preložim nate, Bog. Bomo vstali.
bremeno, pridem pred ti. In ko gori, pritiska me, vse okrog, vse skrbi preloži na teboj. Skrbi preloži na teboj. In sem svojim bremenom pridem pred te. In ko gori, pritiska me, vse okrog, vse skrbi preloži na teboj. Ko gori, pritiska me, vse okrog, vse skrbi preloži na teboj. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nate in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.